Lepo pozdravljeni. Člani sveta regije Posavje, ki združuje 6 posavskih županov, so se sestali na redni seji. Tokratne teme so bile zamik izvajanja regionalnega prostorskega plana in odprte zadeve dogovora za razvoj regij, ter za obdobje enega leta imenovali svojega novega predsednika, bistriškega župana Franja Debelaka. V dogovor za razvoj regije 2014-2020, torej finančni perspektivi, ki se konec leta zaključuje, so vključili 15 projektov. 4 zaradi različnih razlogov niso izvedli, zaradi česar je ostalo nekaj denarja, nekaj sredstev je ostalo tudi pri zaključenih projektih. Vse skupaj znaša kar nekaj čez 4 milijone, to je tistih sredstev, ki so bila v pozivu razvojnemu svetu za pripravo dogovora za razvoj regije dana. Največje potrebe se kažejo pri kolesarskih povezavah. Pričakujejo, da bi sredstva iz enega projekta lahko prerazporedili na drug projekt do maksimalne višine sofinanciranja oziroma upravičenosti. Hkrati pa tudi nastaja problem zaradi dviga ocen, da se tudi resorji med seboj uskladijo in enotno postopajo, da dovolijo dvig cen zaradi razmer na trgu in tudi te odmike do seveda najvišje višine sofinanciranja umestijo, kajti sredstev v naši regiji, kot kaže, bi bilo dovolj. Pri obravnavi zamika izvajanja regionalnega prostorskega plana je sevniški župan poudaril, da ne gre za nadomestilo za občinske prostorske načrte, ampak za zgolj del strateškega prostorskega načrta. Vendar opozorilo je zgolj v tem, da pri spremembah občinskih prostorskih načrtov ne bi prihajalo do zamikov, zamud, kajti občine imamo izkušnjo tekočega spreminjanja prostorskih načrtov, občinskih prostorskih načrtov in da ne bi ta sprememba oziroma zamik regionalnega prostorskega plana zavrla oziroma omejila hitrosti sprejemanja teh prostorskih načrtov. Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk je po enoletnem predsedovanju svetu regije Posavje predal enoletni mandat vodenja bistriškemu županu Franju Debelaku. Nadaljevali bomo po moje kar s konstruktivnim delom, čakajo nas kar nekaj pomembnih izzivov pri razvoju regij, da zaključimo te obstoječe projekte, ki se nam zaradi podražitev spreminjajo, predvsem pa, da ti ostanki ostanejo v Posavju in da jih mi lahko uporabimo za naše projekte. V Sloveniji imamo 3 mejne prehode za mednarodni zračni promet na letališčih Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in na portoroškem letališču. V Posavju si želijo, da bi 4. v državi dobili na letališču Cerklje ob Krki. Tudi to je bila ena od točk seje sveta regije Posavje. Poglejmo izjavo brežiškega župana Ivana Molana. Vsako letališče praktično v Sloveniji ima to mejno črto. Vemo, da naše letališče Cerklje ob Krko je civilno vojaško letališče in sedaj je že 6 mesecev poskusno tudi obratovalo. Moram reči, da to bi delovalo brez težav. Seveda sedaj pa je prišla nekako napoved od policije, da nimajo pravne podlage za trajno seveda obratovanje. Zato jaz mislim, da prav, da se to uredi in s tem tudi Posavju in pa tem vojaško civilnem letališču Cerklje ob Krko da dodatna teža. V novomeški Krki je minuli teden potekala družbeno odgovorna akcija Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je tokrat potekala že 10. leto. Prostovoljci so obiskali tudi dom starejših občanov Krško. Stanovalce so peljali na sprehod in zanje pripravili lončarsko delavnico. Dom starejših občanov Krško je eden tistih, ki jih Krkini prostovoljci obiščejo vsako leto in jim posvetijo posebno pozornost. Nekaj se jih je odpravilo na sprehod stanovalci na invalidskih vozičkih, mi pa smo se pridružili skupini, ki se je preizkusila v lončarskih spretnostih. Je zelo lepo in nikdar nisem to delala, ker ni bilo časa. Zdaj se mi pa kar dopade, da vam čisto odkrito povem. In imamo doma obrt, keramika, lončarstvo in se mi zdi, to je ena taka zelo lepa dejavnost, s katero lahko zaposlimo starejše, da razvijajo spet malo ročne spretnosti, ki so najbrž že malo tudi zaspale. Alijani Kržan, ki je Krkina prostovoljka že vrsto let, je bilo druženje stanovalci v veselje. Zadovoljna je bila tudi z odzivom. Danes je enkratno, imamo res tako lepo. Tudi jaz sem v tem času malček izoblikovala, kako jih voditi, kako da jih spoznati z glino, tudi tako, da nimajo kakšnih predsotkov, jaz ne znam, jaz tega ne zmorem. Tudi sama sem šla preko tega, ker nisem jaz lončar po poklicu.
Najprej sem otrokom doma pomagala in potem sem to nekako prenesla za to starost primerno. Naši stanovalci zelo radi ustvarjajo, tako da jaz mislim, da je že tudi sami izdelki so odraz tega, da zelo uživajo in ob tem se še družijo, tako da so zelo v pričakovanju tega dneva in jaz mislim, da je to zelo ta humanost in prostovoljstvo je zelo dobrodošlo in bi si želeli večkrat takih delavnic in tudi dnevov. Vsi vemo, da je z zaposlenimi v domovih vedno težava, da nas nikoli toliko, da bi lahko se razdali toliko našim stanovalcem, kot bi oni to želeli in takšno število ljudi dodatno omogoči to, da je šlo danes toliko več ljudi na sprehod, da so videli okolico, kako vse cvete, bili so zelo zadovoljni in zato smo res zelo hvaležni in veseli in v imenu stanovalcev rečemo, da se že zdaj veselimo naslednjega leta, ker upamo, da nas bodo spet obiskali. Krkini prostovoljci so Dom starejših občanov Krško obiskali že 10. Sicer pa so v minulem tednu izvedli več delavnic in aktivnosti. Različnih akcij se je udeležilo več kot 1000 prostovoljcev, ki so darovali kri, zbirali oblačila, obutev in druge potrebščine za Rdeči križ in Karitas, zbirali hrano za zavetišča za živali ter se družili s starejšimi in otroki. Predvsem je pa namen tega tedna, da spodbudimo mlajše generacije, kajti prostovoljstvo je Krki razvito že vse od ustanovitve. Že generacije pred nami so pomagale preko različnih organizacij oziroma same individualno se vključevali v to pomoč. No in zato smo se odločili tudi, da to organiziramo, da bomo spodbudili mlade in vsako leto se nam pridruži več kot 100 mladih krkašev. Se pravi, da nekako zbudimo to empatijo in skrb za sočloveka pri naslednjih generacijah, da se nadaljuje ta tradicija. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je sicer potekal v 18 državah, kjer imajo podjetja in predstavništva. V Zdravstvenem domu Krško so pripravili tradicionalno spominsko srečanje Bogatajev dan. Letošnji že 36. je bil tako kot vsako leto posvečen jubilantom, pa tudi medicinskim sestram, ki so ravno na ta dan, 12. maja, praznovale svoj praznik. Prireditev so pripravili v prostorih, kjer bodo jeseni vzpostavili Center za krepitev zdravja in v katerem že deluje zdravstveno-vzgojni center. Zdravstveni dom Krško Bogatajev dan pripravlja v spomin na začetnika zdravstvene dejavnosti v Krškem Jožeta Bogataja. Tako kot vsako leto so tudi tokrat posebno pozornost namenili jubilantom. Sicer pa so se na letošnjem že 36. Bogatajevem dnevu posvetili aktualni strokovni temi. Vodja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško Jan Kurinčič je predstavil nedavno vključitev krške enote v dispečersko službo zdravstva. Gre za spremembo v tem, da dejansko se ekipa sedaj proži iz dispečerskega centra Maribor. To pomeni, da v primeru nujnih stanj pacienti pokličejo na številko 112, kjer dispečer oceni akutnost, nujnost stanja in glede na to proži potem naše ekipe. Na prireditvi, ki je potekala ravno na Mednarodni dan medicinskih sester, so počastili tudi njih in njihovo delo. Ta je letos potekal pod geslom Čas je, da se naše vloge zaveda tudi politika. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki želijo namreč opozoriti, da je za krepitev zdravstvene nege in izboljšanje zdravja za vse treba vlagati tudi v kader. Zavedati se moramo, da so nove generacije pomembno drugačne, kot smo bili mi včasih, na nas pa je, da spodbudimo v njih tisto, kar je najbolj pomembno, sočutnost do sočloveka. Seveda je vezano tudi na politiko, zato tudi pod tem geslom, ker si vsi želimo, da bi bil ta poklic ne samo bolj cenjen, tudi bolj plačan. Tokratni Bogatajev dan je potekal v objektu, kjer bo s 1. septembrom zaživel Center za krepitev zdravja in v katerem trenutno že deluje zdravstveno-vzgojni center. S tem se bojo tudi vsebine preventivnih delavnic močno povečale, kar bo tudi dejansko zelo dobrodošlo za paciente, za sam življenjski slog ljudi. Velik poudarek bo na družinskih obravnavah debelosti in ostalih vsebinah, ki jih tudi zdaj na nek način podajamo. Poleg prostorskega je Fabjančič Pavličeva izpostavila še kadrovski primanjkljaj, s katerim se soočajo v Zdravstvenem domu Krško. Težave imajo predvsem pri zaposlovanju deficitarnih poklicev na področju pediatrije, zobozdravstva ter družinske in urgentne medicine.
V galeriji Božidar Jakac so v sodelovanju z Narodnim muzejem Srbije iz Beograda in Narodno galerijo Ljubljane pripravili razstavo Nadežde Petrovič in njenih slovenskih sopotnikov. Petrovičeva se je sicer ukvarjala s slikarstvom, umetnostno kritiko, fotografijo, pedagoškim delom, žensko emancipacijo ter političnimi in nacionalnimi vprašanji. S svojim delovanjem si je prizadevala za napredek družbe in človeštva. Kustos razstave je Andrej Smrekar, več pa v naslednjem prispevku. Na razstavi se 94 slikarskim delom Nadežde Petrovič pridružuje še 30 del slovenskih umetnikov, s katerimi je umetnica sodelovala za časa svojega kratkega življenja. Gre za Antona Ažbeta, Ivana Groharja, Matijo Jamo, Mateja Strnena, Richarda Jakopiča in Ferda Vesela. Začnemo v prvi sobi z Antonom Ažbetom. To je pomemben slovenski slikar, ki je imel v evropskih merilih iz preloma 19. in 20. stoletja pomembno slikarsko šolo v Münchnu, kamor je na primer učenec te njegove šole sta bila tudi Jevlenski, pa Kandinski, pa še nekaj zelo pomembnih svetovno znanih slikarjev. Med njimi pa je tudi Nadežda Petrovič, kjer je spoznala Jakopiča, Groharja, Jamo, tudi Vesela, čeprav je bil starejši. Z Veselom je denimo potem v kasnejših letih sodelovala v odpiranju kolonij v Sičevu pri Nišu. Tam sta ona dva hodila po terenu in portretirala tako ljudi kot pokrajino. Petrovičeva je bila aktivno vpeta v družbene in umetniške procese začetka 20. stoletja ter bila ena redkih umetnic, ki je med letoma 1900 in 1915 aktivno delovala na širšem evropskem umetniškem parketu. Ti vidnejši umetniki, tudi Becić pa Meštrović in te veliki hrvaški umetniki se pravzaprav ves čas medvojnega obdobja, bi lahko rekli, nekako srečujejo med sabo, kaj ti poskušajo formirati neke skupine, ki bi predstavljale takratno državo navzven. No in tukaj seveda je tudi Jakopič igral pomembno vlogo, tako da je prvo samostojno razstavo izven meja Srbije imela v Jakopičevem paviljonu. Razstavo Nadežde Petrovič in njenih slovenskih sopotnikov so v galeriji Božidar Jakac pripravili v sodelovanju z Narodnim muzejem Srbije iz Beograda in Narodno galerijo iz Ljubljane. Na ogled je do 9. julija, potem se seli v Banja Luko. Razstava je na nek način na turneji. Začela se je v Beogradu, prišla je zdaj v Kostanjevico, naslednja postaja bo Banja Luka, potem gre v Čačak, v galerijo, in to takrat, ko bo obletnica njenega rojstva 150. In na koncu še v umetniško galerijo v Nišu zaradi kolonije Sičeva, kjer je ona pravzaprav bila ena od ustanoviteljic te kolonije. Dokumentarni del razstave pa bo predstavljen tudi v Parizu. Poglejmo še na splet, sledijo najbolj brane novice minulega tedna na našem spletnem portalu eposavje.com. Dragi gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Nasvidenje.